Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 17. junij 2025. Z vami sem Mitja Sagaj. V nadaljevanju. Spor med Iranom in Izraelom vse bolj cilja energetsko infrastrukturo. V igri so Hormuška ožina, cene nafte in svetovna stabilnost. Društvo Nagib letos praznuje 20 let. Vrhunec jubileja je dogajanje brez odra, ki na več mariborskih prizoriščih poteka od včeraj do sobote. Velika vrnitev Fiatove pande. Nova Grande Panda ima zeleno srce in retro dušo. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Vojaški spopad med Iranom in Izraelom se razširil na energetsko infrastrukturo. Rakete zdaj padajo na rafinerije, skladišča plina in ključne izvozno-uvozne točke. Iran grozi zaprtjem Hormuške ožine, skozi katero poteka tretjina svetovnih zalog plina in četrtina nafte. Po mnenju strokovnjakov bi to sprožilo gospodarski šok, primerljiv z naftno krizo iz leta 1973. Cene nafte že rastejo, ladjarji se umikajo iz Perzijskega zaliva, zavarovalnine skačejo. Če se konflikt zaostri, bodo posledice občutili tudi evropski potrošniki in pristanišča, vključno z Luko Koper. Analitiki opozarjajo, v najslabšem scenariju lahko cena sodčka nafte preseže $120. Svet se znova sooča z možnostjo energetske krize, tokrat v senci vojne. Ob tem se poraja vprašanje, ali lahko evropski trg sploh vzdrži nov cenovni šok, medtem ko se še ni povsem opomogel po energetski draginji zaradi rusko-ukrajinske vojne. V ospredje znova prihaja pomen energetske neodvisnosti in diverzifikacije virov. Razmere skupaj s sogovorniki analizira naš sodelavec Mihael Šmirmaul. Mihael, zdravo. Kako stopnjujoči se vojaški spopadi med Iranom in Izraelom vplivajo na globalno energetsko varnost? Dobro jutro. Stopnjevanje konflikta ima izredno negativne posledice za energetske trge, še posebej za nafte trge, kar smo tudi videli pri naraščajoči cene nafte, predvsem v petek, ki se sicer do zdaj malenkost umirila, ampak strahovi vseeno ostajajo. V bistvu vredno je omeniti, da tale konflikt med državama prevzema tudi neke druge dimenzije, pri čemer Iran in Izrael drugi zadevata z raketami in ostalimi izstrelki energetsko infrastrukturo, pri čemer je vredno omeniti predvsem tale izraelski napad na nahajališče oziroma na polje zemeljskega plina Južni Pars v Iranu, kar pa ima izjemne posledice tudi na trgu in zagotovo bo čez nekaj časa se to tudi poznalo na naših lastnih računih. Kakšne bi bile gospodarske posledice morebitnega zaprtja Hormuške ožine za svetovno in evropsko gospodarstvo? Zaprtje Hormuške ožine, skozi katero se v bistvu prehaja dobava približno 25% svetovne nafte in pa približno tretjino svetovne dobave zemeljskega plina, za Iran ostaja praktično neka jedrska opcija, katere se lahko posluži v primeru, da če meni, da resnično izgublja konflikt v konvencionalnem smislu, vendar, skratka, če bi se tukaj zaostrovanje razmer končalo tako, da bi se ta ožina zaprla, lahko pričakujemo pospešeno inflacijo v evroobmočju v Evropi, cene energentov bodo šle v nebo, najverjetneje veliko bolj, kot so to, ko je v času, ko je Rusija napadla Ukrajino februarja 2022. Skratka, že po nekih prvotnih ocenah, vkolikor se bodo razmere okoli Hormuške ožine stopnjevale, lahko v evroobmočju nastopi povečana inflacija za približno 0,5%, kar pa seveda bi imelo negativne posledice tako za domačo industrijo kot za cene teh življenjskih potrebščin, ki jih kupujemo v trgovinah. Kako pa bi lahko konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na delovanje Luke Koper in pomorski promet skozi Sueški prekop? Pri Luki Koper opozarjajo, da se posledice v tako hitrem času oziroma na tako kratek rok še ne morejo pokazati, pri čemer tudi povedo, da večina pogodb, ki jih imajo sklenjenih, so dolgoročnejše narave.
Zato tukaj je vredno omeniti, recimo, če se bo tale konflikt razširil drugod po bližnjevzhodni regiji, tukaj ciljam predvsem na Rdeče morje in pa Sueški prekop, bi seveda v dolgoročno še lahko prišlo do nekih težav, pa vendar nekateri analitiki vseeno menijo, da vkolikor bi se tale konflikt razširil na Rdeče morje, kar bi pomenilo upad prometa skozi Sueški prekop, bi to posredno zmanjšalo promet v različnih vzhodno-sredozemskih pristaniščih, pri čemer bi pa Luka Koper lahko denimo tudi profitirala, saj bi se povečalo zanimanje za pretovor v našem pristanišču. Naj tudi omenim to, da v petek, ko so se izraelski napadi na Iran pričeli, je delnica podjetja na Ljubljanski borzi recimo upadla, ampak se nekoliko pobrala. Glede stanja v Rdečem morju in prometa skozi Sueški prekop je tukaj pomemben Jemen oziroma jemenski uporniki, ki se imenujejo Hutijevci. To je v bistvu posredniška uporna skupina s podporo Irana, ki pa za zdaj še ni začela z napadi na tole ladijski promet, ki se giba skozi Rdeče morje, ampak vkolikor bo Iran presodil oziroma aktiviral, če tako povem, te hutijevske borce, da naj začnejo izstreljevati rakete in ostale izstrelke na mednarodni promet, ki gre skozi Rdeče morje, potem bi se ladijski promet oziroma tudi naše cene v koncu koncev zelo podražile. Vredno je tukaj tudi omeniti to, da so te zavarovalniške premije izjemno narasle čez vikend, tako da to še ostaja nedorečeno. Do katere mere bi lahko zrasle cene nafte ob nadaljevanju napadov in kakšne so napovedi finančnih analitikov? Ja, cene nafte so v petek, torej v času, ko je Izrael napadel Iran, prvotno poskočile kar za 14%, kar pomeni največji porast v letošnjem letu, vendar se je potem cena nekoliko v ponedeljek umirila, ampak tukaj v bistvu te napovedi analitikov se zelo razlikujejo med seboj. Nekateri omenjajo tudi ceno $120 na sod severnomorske nafte Brent, trenutno je nekje pri 74 evrih, tako da vse bo odvisno od tega, kako dolgo bo konflikt trajal in ali se bo Iran odločil zapreti Hormuško ožino, pa tudi če bo ta Izrael in Iran nadaljevala z različnimi napadi na to lastno energetsko infrastrukturo. Seveda tukaj na nafto vpliva ogromno drugih dejavnikov tudi. Tukaj je tudi vredno spremljati morebitno novo carinsko usmeritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v veliki meri najbolj zaslužen za to, da so cene nafte v letošnjem letu tako relativno nizke, pri čemer, če recimo Evropska unija in Amerika ne bosta sklenili trgovinskega sporazuma do julija, ko je Trump postavil rok, lahko pričakujemo morda tudi dodaten upad nafte, ker bodo po pričakovanjih sprejete carine na evropski izvoz v ZDA in pa tudi pač seveda to, kako se bo naftni kartel OPEC odzval na aktualno krizo. Recimo Savdska Arabija in njene zaveznice znotraj kartela zasledujejo po nekaterih poročilih še nadaljnjo povečanje proizvodnje na srečanju v juliju in v avgustu, zato seveda bo potrebno spremljati. Ampak trenutno največji faktor, ki draži nafto, je pač ta konflikt med Izraelom in Iranom. Tako da tukaj je ogromno različnih spremenljivk. Vredno je pa tudi omeniti, da trenutno ima cena nafte, recimo 8 do 10% trenutne cene nafte na mednarodnih trgih, pa predstavlja tako imenovana vojna premija, ker pač so razmere tako negotove. Hvala, Mihael. Podrobnosti preberite v Večeru in na večer.com. Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov Nagib letos praznuje 20 let. Vrhunec jubileja je dogajanje brez odra, ki poteka od včeraj do sobote 21. junija na več mariborskih prizoriščih. Na modularnem festivalu, zasnovanem kot živi organizem in prostor nenehnega prestavljanja meja, gostujejo ustvarjalke in ustvarjalci Tina Valentan, Jasmina Križaj, Diskolektiv, Petja Golec-Horvat in Anja Bornšek, ista petorka, ki je februarja sodelovala v izmenjavi med Mariborom in avstrijskim Gradcem.
Pobudo vodi društvo Nagib, ki že 2 desetletji reflektira, razpira in poglablja sodobne plesne prakse. Po besedah vodje Petre Hazabend, kuratorska zasnova obletnice hkrati gleda nazaj in naprej, preverja relevantnost vsebin ter eksperimentira s produkcijskimi formati. Dogajanje brez odra se prepleta s 34. odprto plesno sceno, ki jo kot preddogodek festivala Lent prireja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in nadaljuje tradicijo Nagibovega nekdanjega mednarodnega festivala eksperimentalnega giba. Program je zamišljen kot izkustveni vpogled v ustvarjalne metode, ki občinstvu odpira zakulisje, umetnicam in umetnikom pa ponuja svobodo raziskovanja, eksperimentiranja in preizkušanja novih praks. Dramaturg Igor Dobričič, povabljen, da zasnuje letošnji koncept, je kot izhodišče postavil razmislek o skritih infrastrukturah razmerij moči v sodobnem plesu. Udeležencem je prepustil, da njegovo iztočnico sabotirajo in nasprotujejo ali redefinirajo. Tako so prvi festivalski dan skupaj oblikovali smernice tedenskega ustvarjalnega procesa in program dogodkov. S procesom bo ves čas korakal pisec in kritik Jaka Bombač, ki bo beležil dogajanje, medtem ko se bosta kot posebna gosta pridružila ustanoviteljica Nagiba Vlasta Veselko ter omenjeni Dobričič. Fiatova ikona, ki je bila v prvih 3 generacijah priljubljena tudi v Sloveniji, se vrača v prenovljeni 4. generaciji, večja, prostornejša in na voljo tudi z električnim ali hibridnim pogonom. Panda se tokrat imenuje Grande Panda. Od nekoč res majhnega mestnega avtomobilčka v prvi generaciji je daljša za kar 61 cm. Povpraševanje po novinki je tako veliko, da je proizvodnja v srbski tovarni Kragujevac, nekoč tovarni tamkajšnje Crvene zastave, polno zasedena. Slovenski kupci bodo do konca leta prejeli okoli 200 vozil, večinoma v hibridni različici s samodejnim menjalnikom. Električna Panda z baterijo s kapaciteto 44 kWh in dometom do 320 km je nekoliko cenejša zaradi subvencij, medtem ko bo klasična bencinska verzija na voljo šele ob koncu leta, prihodnjo pomlad pa še različica s 4-kolesnim pogonom, ki so v svoj čas zelo cenili predvsem delavci na teže dostopnih terenih. Grande Panda temelji na Stellantisovi platformi STLA in izstopa z oglatim dizajnom, ki pa se s potezami poklanja prvi generaciji. Ponuja več prostora za potnike in 361-litrski prtljažnik. Notranjost združuje moderne tehnologije, digitalne merilnike, 10,25-palčni zaslon in trajnostne materiale, vključno z recikliranim bambusom. Cene se začnejo pri 18.490 € za hibrid in 17.000 € za električno različico, seveda z upoštevano subvencijo. Fiat ponuja 7 barv karoserije, 5 tipov notranjosti in široko paleto dodatkov. Čeprav klasične 3. generacije Pande ni več v ponudbi, pa Grande Panda cilja na podobno cenovno in praktično nišo, vendar z večjim poudarkom na trajnostni mobilnosti. To je bil večerodnevni podcast Večerje zjutraj 17. junija 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živim. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Naročite se na Večerje zjutraj. Se beremo in slišimo.